Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. To bo oddaja, v kateri bomo preleteli najbolj zanimive dogodke v letošnjem letu. Seveda pa bomo začeli s tistim najpomembnejšim, s paralimpijskimi igrami v Tokiu, oziroma najprej s pripravami na te igre. Paralimpijske igre v Tokiu se počasi bližajo, zato nas je zanimalo, kako slovenski parašportniki odštevajo zadnje tedne, tudi dneve morda, do nastopa na olimpijskih igrah na Japonskem. Prispevek Boštjana Belčiča. Po vseh zapletih, ki jih je v naša življenja vnesla pandemija koronavirusa, je bilo odštevanje pred letošnjimi igrami še precej bolj čustveno. Seveda bo pa to leto nekaj posebnega tudi z vidika psihološke priprave, namreč nekateri od naših športnikov ne bodo imeli nekako pripravljalnih možnosti, da bi se pripravili in pregledali in dosegli nekako primerjavo z primerljivimi tekmovalci v njihovih panogah. Ja, sigurno je to kar velika sprememba, kajti športniki tempiramo formo za velika tekmovanja. Ob vsem tem ob nas stojijo trenerji, ki spremljajo našo formo, tako da to je kar velik izziv, predvsem za trenerje in tudi za nas športnike, da ohranimo mirno glavo, mirno kri. V streljanju je to še posebej pomembno, tudi zato, ker so nas v preteklosti prav strelci najbolj razvajali s svojimi vrhunskimi dosežki na največjih tekmovanjih. V Tokiu bomo očitno odšli po skoraj 2-letni odsotnosti z vsakršnega tekmovanja. Zadnji nastop je bil oktobra 2019 na svetovnem prvenstvu v Sydneyju, tako da bo treba predvsem v Tokiu samem fanta psihološko pripraviti na to, da bosta lahko pokazala tisto, kar sem prepričana, da znate. Če imaš nekaj rad, nekaj delati z veseljem, če imaš podporo od društva oziroma od organizacij, ki se pa s tem ukvarjajo, in seveda podporo doma, v domačem okolju, to dela z veseljem. In teh 30 let je tudi hitro minilo, tako da še delam kar naprej z veseljem. Zgolj veselje pa v vrhunskem športu žal že dolgo ni več dovolj za uspeh. Lepo je videti, da so tudi v težkih časih pokrovitelji zvesto stali ob strani našim športnikom. Želimo si in navijamo za 50. slovensko medaljo na paralimpijskih igrah. Obenem pa premikamo meje prepoznavnosti športa invalidov in skupaj pripravljamo številne aktivnosti, ki se, verjamem v to, vedno znova dotaknejo src naših kupcev in seveda tudi Lidlove ekipe. Naš pregled novic tokrat začenjamo s parakolesarji. Bili so na pripravah na Kanarskih otokih. Razmere za trening so bile idealne. Tukaj smo zeleni, to pomeni, da se lahko prosto gibljemo, zmeraj sicer z obveznim nošenjem maske. Lokali in ostale infrastrukture športne so odprte za publiko. Tako da dejansko so pogoji kar v redu, lahko rečemo kar optimalni za treniranje. Tako kot vsi ostali dojemam, treba se držati omejitev in pa trening za treningom izvajati. Delamo bazo zdaj še trenutno, potem se bo delalo bolj na hitrosti. Upam, da bojo sploh tekme, glede na lansko leto, ker je bilo celemu letu samo ena tekma, da bojo pa se v aprilu začele tekme, pol prvi tak cilj je pol svetovno prvenstvo na Portugalskem, pol olimpijske igre v Tokiu. Aleš Dragar in Jurij Porenta sta na kolesu že zelo uigrana zasedba. Ja. Midva sva zdaj že 3 leta skupaj, se že kar dobro poznava, tako da nekaj komunicirati ni potrebno. Aleš, tako kot vedno, zelo dobro sledi, kadar je proga zavita, se mogoče sam za kakšen tak bolj resen ovink pove, tako kot recimo v Rejlju, ima zelo kratke ukaze, da je treba se ustaviti, ponovati ok, če treba bolj
pritisniti, ne, je gas. Ne. To sta dve take tipične komande. Drugače pa on vse sledi po pedalkah, ne, kakor jaz stopnjujem, to pa on doda in tudi ko jaz začnem manj pedalirati, ve, da se nekaj približuje. Tako da tandem je dosti taka disciplina, kakor rally, ne. Po dolgem zatišju v svetu športa se zdaj v njem zelo veliko dogaja. Pred letošnjimi paraolimpijskimi igrami smo med drugimi želeli tudi preveriti, kakšno je vzdušje v Tokiu. Prireditelji iger v Tokiu pa so se odločili, da bodo zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom slednje potekale brez prisotnosti gledalcev. Vlada zagotavlja in tudi organizatorji, da bodo storili vse, da bodo te igre varne. Tudi mi, torej države, ki bomo imeli tukaj športnike in športnice, si prizadevamo in trudimo, da bomo pri tem pomagali. Tako da verjamem, da enkrat, ko se bodo igre začele, tako olimpijske kot paraolimpijske, bo ta strah nekoliko splahnel in da bodo igre še vedno potekale v znamenju veselja in predvsem športnih užitkov in dosežkov. In kot je že v navadi pri naših športnikih, so se domov vrnili z zvrhano mero doseženih uspehov. Meseci priprav pred tokratnimi igrami povezani tudi z negotovostjo in vprašanjem, ali se bodo najboljši med najboljšimi sploh lahko pomerili na največjem športnem tekmovanju na svetu. Na koncu se je vse skupaj srečno izšlo. Tudi tokrat nas naši parašportniki niso razočarali. Ja, sigurno občutki so nepopisni. To je neka pravljica, ki se je odvijala s celotno ekipo in presrečen sem, da sem v tej ekipi bil prisoten in da mi je uspelo osvojiti te dve medalji, ki imata res posebno težo in sta trdo prigarani. Slovenski junak iger Franček Gorazd Tiršek je tudi tokrat dokazal, da je najboljši takrat, ko to največ šteje. V trenutkih, ko bi se marsikomu zatresla roka, je Nani kot strelca, ki je na paraolimpijskih igrah osvojil že 4 odličja, kličejo njegovi prijatelji, sprožil nekaj svojih najbolj natančnih strelov. Seveda je to osnova, zelo velika koncentracija in fokus, ki ga usmerja športnik v tekmovanje. In mislim, da sem jaz tu zelo močan, zavedam se svojih sposobnosti, zavedam se, da delam trdo, pošteno, da je cela ekipa dobro vodena strani trenerke Polone Sladič in v teh kritičnih trenutkih oziroma trenutek, ki odloči tekmo, mi da še neko posebno energijo, še posebno moč, ki jo s pridom izkoriščam in upam, da bo tako tudi naprej. Glede na to, da so slovenski strelci tudi v Tokiu upravičili vlogo favoritov odprave, se je v zakulisju začelo šušljati o morebitnih stavah znotraj ekipe, približno takšnih, kot smo jih nekoč pri nas poznali v smučanju. Veste, da je tudi meni zdaj v Tokiu prišla na misel kakšna stava, ampak problem, ki ga jaz kot strelski trener vidim pri teh stavah je, če jaz kot trener stavim za neko medaljo, dobesedno dodatno obremenim strelca. Pri nas pa so te obremenitve zelo pomembne, kajti ko ostaneš na strelski liniji sam, ko strelec ostane na strelski liniji sam, se mu začne v glavi vrteti vsi filmi, vse besede, vse, kar je do sedaj slišal. In res ne bi želela, da so med temi obremenilnimi besedami tudi trenerske, tako da zaenkrat stav nismo izvajali. Strelci seveda niso bili edini, ki so navdušili s svojimi predstavami. Anej Doplihar je na primer na svojih prvih igrah v izjemni konkurenci na cestni kolesarski dirki osvojil 9. mesto. Predvsem sem bil vesel zato, ker mi je uspel boljši rezultat kot na svetovnem prvenstvu na Portugalskem. Tega smo bila s trenerjem neizmerno vesela. Igre v Tokiu so bile sicer zelo zahtevne, tudi v organizacijskem pogledu. V bistvu sem prvič bila v tej vlogi namestnice vodje in pa še zraven kot trener. Bilo je res težko v kakšnih trenutkih. Delala sem s pomočjo tudi ostale ekipe in na zvezi in vodje, v bistvu 24 ur na dan pred Tokijem. Imajo v bistvu zelo dobra organizacija, ampak toliko papirologije,
pa toliko, bom rekla, teh aplikacij. V bistvu gesla sem imela napisana na enem A4 formatu, tako da se ve, da je to bilo ziher 20 aplikacij. Tako da jaz mislim, da rabim res počitek. Tudi slovenski parašportniki v deželi vzhajajočega sonca niso imeli veliko časa za počitek. Vseeno pa so vendarle uspeli zbrati nekaj vtisov v tej zanimivi deželi. Prvo kot prvo, ljudje, ki so izredno spoštljivi, izredno disciplinirani in pa sočutni, ko ti na vsakem koraku ploskajo, mahajo, čestitajo, čeprav te ne poznajo, ko jim pokažeš medaljo, so presrečni, ne vejo, kako bi se lahko zahvalili za tisti trenutek, ko si jih osrečil, in to so res nepopisni občutki. Po drugi strani pa ta njihova infrastruktura, kako poteka promet po tem velem mestu v Tokiju, to je res nekaj nepopisnega. Ne, kar je v vasi, ostane v vasi. To je stari pregovor tako na olimpijskih kot paraolimpijskih igrah. Od anekdote lahko rečemo najprej, da Slovenci, že ko smo prišli v Tokio, še pred igrami, smo bili že kar poznani med ljudmi, ko so nas ustavljali in videli Slovenija, in so mnogi rekli Luka Dončić ali pa Janja Garnbret. Big fan je bilo na koncu, tako da so nam že dobro pripravili prostor naši olimpijci. No, potem smo se pa tudi mi izkazali, ljudje so bili res izredno prijazni. Tudi sam sem se naučil klanjati in neka prijaznost, tista primarna je vejala iz teh prostovoljcev in organizatorjev, tako da res smo se dobro počutili, varno je bilo, lepo je bilo, ne glede na COVID. Seveda pa ni šlo izključno in samo za paraolimpijske igre. Letos smo spremljali tudi številne ostale zanimive dogodke in številne zanimivosti iz zakulisja. V Laškem so se otroci lahko na enem mestu preizkusili v najrazličnejših športnih dejavnostih. V Laškem mi je všeč hotelski zajtrk in najboljše kosilo in večerja. In kaj sem spoznal nove prijatelje. Program je tako vključeval na eni strani zanimive športe, na drugi pa zabavno in sproščeno druženje. Zelo mi je všeč košarka, bila danes pa tudi, ko sem probala, kako se reče mami? Curling. Pa tudi prvi dan mi je bil pač zelo všeč. Strmaček tle leži, jaz sem že malo amaterja v športih, oziroma že skoraj profesionalc. Ne umaknem se pred nobenim izzivom, ampak na koncu bom sam rekel game over, play again, definitely. Starši pa so lahko medtem dobili tudi številne zanimive, predvsem pa uporabne informacije o vseh prednostih, ki jih otrokom invalidom prinaša šport. Meni je fajn, ko se kopamo, igramo, zabavamo, vse živo. Meni je pa tudi bil prvi dan zelo dober, tudi verjamem, da mi bo še vsi drugi dnevi zelo dobri. V okviru Evropskega tedna športa pa je v novi športni dvorani v Mengšu potekala zelo podobna prireditev. Tudi tokrat so lahko obiskovalci, predvsem otroci, od blizu spoznali najrazličnejše parašporte. V ospredju so bili paraatletika, hokej na električnih vozičkih, paraples, paralokostrelstvo in paranamizni tenis. Za velik uspeh slovenskega športa je poskrbel tudi gluhi tenisač Marino Kegl, ki je na Evropskem prvenstvu na Kreti osvojil bronasto medaljo. Marino Kegl je na Kreto odpotoval z željo po osvojitvi medalje na Evropskem prvenstvu v tenisu za gluhe in se v domovino vrnil kot tretji gluhi tenisač stare celine. Cilj je bil tako izpolnjen, ekipa z morem pa je po povratku v Slovenijo Marina obiskala na treningu v Mariboru, kjer smo pokramljali o vtisih iz Grčije. Trener Marina, oče Darko Kegl, nam je najprej razkril zgodbo o zadnji točki na turnirju, ki je Marina ukitila z bronasto medaljo. Ja, zadnja točka je bila predvsem mene, mi ostala v spominu, bi rekel. Marina je imel prednost in 5-3, ne.
In potem vidim Nemca, da stoji na sredini, se pravi na sredini polja in sem Marinu to samo pokazal, samo sem mu pokazal to, ne, kar je pomenilo servirajmo na ven in drugi servis, ne, ker je pač se predvideval, da Nemec ne bo tako zlahka prišel do žogice, ne. In Nemec jo je z backhandom, z robom, se pravi je zadev, žogica je padla v Marinotov, se pravi v kot igrišča, se pravi zelo dolga žogica in tukaj je Marino plasiral nazaj, lepi backhand, mu je plasiral nazaj, se pravi precej v kot in potem je oziroma je žogica bila mu v telesu, ne, tako rečeno, in potem je Nemec 20 cm po paraleli v mrežo sedel, to je bila zadnja točka. To je bilo to in smo rekli, to je to, imamo medaljo. Marino je po povratku domov uspeh proslavil v krogu najbližjih, prisluhnimo pa, kako je sam pospremil vse skupaj. Borba za medaljo je bila dolga in neusmiljena. Po 3 urah in 45 minutah sem slomil Nemca. Bilo je tudi zelo vroče. Sem ponosen, da sem prvi popolnoma gluhi teniški igralec na svetu, ki je v kategoriji 18 osvojil medaljo. V Ljubljani se je konec julija spisala zgodovina, prestolnica je gostila prvi turnir para odbojke na mivki, Slovenci pa so odlično organizacijo nadgradili z super uvrstitvami. Ljubljana je julija gostila prvi para odbojkarski turnir na mivki v Evropi Lidl Slovenija Open 2021. Slovenija je tako poskrbela za nov mejnik, ob tem pa so naše športnice in športniki znova navdušili tudi z izjemnimi rezultati. Vodstvo organizacije je prevzela Lena Gabršček, ki je ob tem blestela tudi na igrišču. Kaj pravi Lena o sami organizaciji turnirja in udeležbi? Ja, pestro je bilo, no, ker smo res čisto nova ekipa, ki se je prvič s temle srečala. Tako da je bilo veliko izzivov in sem res zelo zadovoljna, da je uspelo v taki meri, kot je. Mislim, da so vsi udeleženci navdušeni nad tekmovanjem in da smo postavili neke dobre standarde za naprej. Mislim, da je bilo 8 jih v sedeči moški konkurenci in 8 stoječi moški konkurenci. Ženskih ekip smo se trudili kaj spraviti na kup, pa nam žal ni uspelo, tako da smo bolj promocijski turnir naredili, povabili Hrvatice in so v bistvu sam 3 v sedeči konkurenci nastopile. Slovenijo je na turnirju zastopalo kar 7 moških in ženskih ekip. Fantje so v izjemno močni mednarodni konkurenci osvojili odlično 3. mesto. Kakor vidite, me dajo čustva. Res sem najbolj srečen, da smo iz fanti naredili to, kar smo naredili. 3 dni je bilo zelo napornih, 3 dneh. Jaz sem igral tako stoječo kot sedečo odbojko za Slovenijo. Pokazali smo zobe, pokazali smo, da smo iz pravega testa. Tako da moram pohvaliti organizacijo in na vrhuncu, res je dober turnir. Veliko ljudi pride nas pogledati, podpreti. Tako da jaz upam, da drugo leto gremo na zmago. Ob Leni Gabršček so bili v ožjo organizacijsko ekipo vključeni še Tija Vrhovnik, Darko Đurić in Branko Mihorko. Pomočnik selektorja reprezentance v odbojki sede in predsednik Evropske zveze odbojke sede je bil nad turnirjem navdušen. Ja, mislim, da je organizacijski odbor in odbojkarska zveza sta pripravili fantastičen turnir in to je lepa prihodnost. Verjamemo, da bo naslednje leto še več ekip, ker to je šlo zdaj po celem svetu in vsem je žal, da niso tukaj. Okolje, organizacija, vse je super. Pomembno vlogo pri organizaciji je imel tudi upokojeni slovenski šampion Darko Đurić, ki je ves čas navijal za naše ekipe. Ja, res je, tukaj smo vsi iz organizacije prisotni od že dneva -1 do danes. Vsi smo navdušeni, no, ekipe so res zadovoljne tudi. Pripeljali smo res nekaj močnih ekip, Slovake, Poljake, Mađare, Italijane in tudi na igri se vidi, da so to res ekipe, ki bodo verjetno v prihodnosti krojile mogoče svetovni vrh, tako da smo zelo zadovoljni. Dobrodošli v našem kvizu, v naši družbi sta tokrat naša plesalka in smučar Jernej. Kot ponavadi bomo izmenjevali vprašanja med tekmovalcema in kot se spodobi, imajo dame prednost. Jernej, se strinjava? Ja. Ok, potem pa imava kar na začetku vprašanje za Laro. Vprašanje je seveda vezano na parasmučanje.
in kot v našem kvizu ponavadi malce pomagamo, damo tudi tokrat 3 možnosti. In sicer na paraolimpijskih igrah se je parasmučanje pojavilo prvič leta 1967, leta 1976 ali 1984. 76, 67, 84, vse v prejšnjem stoletju, tako da. Številke so si pa recimo precej blizu. Ja, jaz bi rekla B, mogoče. B se pravi 1976. Ja. No, tako. Čestitke, odgovor je pravilen. Lara je osvojila 1 točko, 100% izplen za enkrat. Čestitke. Zdaj pa gremo na drugo stran in se bomo seveda dotaknili plesa. Vprašanje vezano na ples pa, kako veliko mora biti plesišče pri paraplesu? Jernej, 200 kvadratnih metrov, 100 ali 300 kvadratnih metrov? Jaz bi rekel 100 kvadratnih metrov. 100 kvadratnih metrov pravi Jernej. Izkoristila bova pa kar priložnost, pa bova za mnenje vprašala mojstrico tega športa, torej Lara. Ali se je Jernej zmotil ali ima prav? Ja, se je zmotil. Zmotil se je? Ja, plesišče mora biti veliko 200. 200 kvadratnih metrov. Še kakšna informacija v zvezi s temi koordinatami? Ali je to ravno prava površina, bi včasih želela malce več prostora, kako je s tem? Ja, odvisno od plesalcev, števila plesalcev. Če je gužva, bi tudi kaj prav več. Bi prišlo tudi prav kaj več. Ja, v bistvu mislim, da ta ideja na zvezi že rojevala se že prej. Mislim, da že prej hotel narediti, bom rekel, ilustriran koledar. Ker do zdaj so bili pač klasika, fotografije pa koledar tak kot je. Tako da ta ideja je bila že prej in potem je pravzaprav oblikovalec, ki dela z njimi, me je predlagal, ker sva sodelovala že pri nekih drugih naročnikih, tako da je vedel približno, kaj delam. In poklicali so me, povedali so mi idejo, kaj bi bilo zanimivo. Želja mislim, da je bila več ali manj tako narisati športnike invalide bolj akcijsko, tako da ne bo tako dolgočasno. V bistvu pa težko sem pa jim opisal, ker nekaj opisati, kar boš narisal, je zelo tako. Si težko predstavljati, sploh recimo stil, ki ga imam jaz. In začeli smo z eno sliko in smo videli, ok, to je to, super, gremo. In trajali pa mislim, da tako slab mesec. Je bil prisoten mogoče kakšen poseben izziv pri oblikovanju tega koledarja? Nekaj, kar ste recimo si želeli, da bi koledar ali pa te ilustracije izpadle takšne, kot bi morale v vaši glavi recimo? Dobar, ena je bila želja, da je bolj akcijsko, se pravi, itak so športniki, bom rekel tako, v elementu. Druga moja želja pa bila, sem že risal športnike prej, pa tudi delal za razne športne organizacije, ampak invalidov pa še nisem. In prav cilj mi je bil tako, da ko vzameš koledar, da sploh ne pomisliš, da so to invalidi, ampak da so dejansko športniki, da ne opaziš tam, da je, ne vem, na vozičku ali pa da igra košarko na vozičku, ampak da dejansko pogledaš fotko, mislim ilustracijo, da te barve tako malo preusmerijo nekam drugam. Pa še tako, še ekstra sem naredil tako, da se prezrcal, se mi zdi, da je še bolj tako izpade. V glavnem je toliko enih elementov, da dejansko ne gledaš zdaj, kaj pa temu manjka, ali pa v tem smislu. Tako da sem hotel malo z barvam, pa s tako kompozicijo postaviti malo tako, iti drugo pot, da se ne gleda zdaj, to so športniki invalidi.
In tako smo prišli do konca naše posebne oddaje, do konca letošnjega pregleda. Prepričan sem, da bo tudi prihodnje leto enako ali še bolj uspešno. V imenu celotne ekipe vam želim vse naj v letu 2022. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.